Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni v novi izdaji podcasta Greg's Podcast. Nedelja, 22.6., krasen, čudovit sončen dan, vsaj v tem delu Slovenije, v srednje Slovenije, kjer se trenutno nahajam. In morda bi bilo še lahko vse skupaj malo lepše, če bi lahko danes postregel z nekoliko lepšimi novicami. Vsaj jaz tako gledam, da to, o čem želim danes to, o čem želim danes govoriti, niso tako spodbudne informacije in bom tudi popredalčkal, da tako rečem, zakaj je temu tako, čemu menim, da je tako in do vsega tega pridemo v nadaljevanju. Zdajle najbolj aktualne teme, košarkarsko žensko prvenstvo je v teku, kar pa več ne velja za našo reprezentanco. Nažalost je slovenska ženska reprezentanca že izpadla, izkupiček končen 3 tekme, 2 zmagi in poraz. Kaj to pomeni, kakšni so odzivi, o tem želim govoriti. Potem naturalizacija, se pravi moška košarkarska reprezentanca, čakajo evropsko prvenstvo, vemo, imamo Luko Dončića, ki se že nekaj časa pripravlja, imamo kar nekaj fantov, ki so na reprezentančni akciji, kar so že sami izpostavili zadnjič. In tale naturalizacija, kdo bo zasedel to mesto zdaj, je pa mislim, da že znano po nekih izjavah, ki so včeraj sledile s strani predsednika Košarkarske zveze Mateja Erjavca. Je zdaj že znano, za koga gre. NBA finale, danes je zadnja tekma, se pravi 3-3, tekma številka 7, nekaj kar že dolgo časa nismo imeli, malo se še bomo tega dotaknili, pa mogoče še kakšna tema vmes pade. Lepo vabljeni, da se usedete nazaj, uživate, preposlušate moje mnenje, dodate kakšnega sami spodaj, mogoče celo na kakšnega odgovorim. Vesel bom tudi kakšnega všečka, no, da stale algoritem malo zaženemo. In pa seveda, če ste tukaj prvič oziroma vnovič, vas prav lepo povabim, da se naročite na moj kanal za podobne analize vsebine, kakšne highlightse in tako naprej. Torej, Slovenija, kot sem dejal, ženska reprezentanca je končala z nastopi na Evropskem prvenstvu. Poraz proti Litvi, poraz proti Italiji, domačinkam, in pa včerajšnja zmaga proti Srbkinjam, ki v bistvu ni odločala o ničemer. Zdaj pod črto, če se štejemo zadnjo Evropsko prvenstvo, kjer smo skupinski del igrali v Sloveniji pred domačimi navijači, skupno 6 tekem na čelu z Dikudisom in ena pirova jalova zmaga proti Srbiji, ki ni imela vpliva na ničesar. Pod črto bi moral biti to zaskrbljujoče, alarm, rdeči klicaj, kakorkoli, ampak ne. Nekako se narobe razumemo, predvsem s tistimi, ki odločajo. Tukaj mislim predvsem na neke vrste šefa, bossa, se pravi na gospoda Erjavca, predsednika, ki nekako vleče vse niti, vsaj tako se zdi, ki nekako ocenjuje vse skupaj, da ni tako alarmantno, no. Bom se dotaknil celotnih njegovih izjav, kar se mene tiče, pač tole vse skupaj malo, ne vem, prikrajšano z realnostjo. Marsikdo je že na to opozarjal, že pred mano, kakšno ime veliko pove v Sloveniji in je že naredilo ogromno, kar se tiče slovenske košarke. Tukaj predvsem merim na Petra Vilfana, ki se na jeziku nikoli ne špara, in v takšnih temah se mi zdi, da je to tudi prav. Nekako takole je šel njegov zapis. Grk na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentance tudi na svojem drugem evropskem prvenstvu nima razloga za dvignjene roke. Doživuje še 5. zaporedni poraz, 3 celo na domačem EPO v Sloveniji, in bo tudi tokrat šel domov že po pretekmovanju. Tega ne more spremeniti niti morebitna zmaga na zadnji tekmi proti tudi že odpisani Srbiji. No, v bistvu se je ravno to zgodilo. Na KZS so ga najavili kot vrhunskega strokovnjaka, ki bo slovensko žensko košarko popeljal tja, kjer še ni bila, ker po njihovem mnenju to lahko stori samo tujec. Po 4 letih je jasno, da je bila odločitev napačna in zagotovo ne poceni. In kaj zdaj? Vrnitev nazaj k domačemu strokovnjaku? Vendar celo tistemu, ki je to reprezentanco ustvaril in z njo tudi dosegal prve in največje uspehe?
Na srečo za njega ni prepozno, kot je verjetno za najboljšo slovensko košarkarico Niko Barič, ki jo je Grk o podpori vodstva vrgel iz reprezentance zaradi po njegovem mnenju neprimerne objave na spletu. Druga opcija, glede na vse, ne bi bil prav nič presenečen v oklepaju, pa je, da KZS Grku ponudi, pazite tole, podaljšanje ali celo novo pogodbo. V teh letih se je vendarle nabral veliko v narekovajih izkušenj, v glavnem slabih, a koga to zanima. Po možnosti to naredijo še pred tekmo s Srbijo. Tako bo morda dovolj motiviran, da ekipo resno pripravi za zadnjo tekmo in pride celo do prve zmage na evropskih prvenstvih. Glejte ga zlomka, ravno to se je zgodilo. In se izogne nazivu največjega v narekovajih luzerja na klopi slovenske reprezentance. Zdaj kar nekaj resnic je tukaj v tem zapisu, Petra, če malo razčlenim. Da je doživel 5. zaporedni poraz, to smo že obelodanili. Da so ga najavili na KZS kot ne vem kakšnega strokovnjaka in da ima ne vem kakšen renome tudi, pa dobro, se ga je tudi imel, ampak nismo pa vedno vsi za skupaj, ne? Kaj zdaj vrnitev k domačemu strokovnjaku, se sprašuje Peter. Ja, Damir Grgić je bil tisti selektor, ki je vodil številne zasedbe slovenske reprezentance zelo uspešno. Pod njegovim vodstvom smo napredovali iz leta v leto, isto velja za Celje, nič mu ni manjkalo. Ampak naenkrat je Košarkarska zveza rekla hvala lepa, prekinila sodelovanje z njim. Na kar se je oglasila Nika Barič v svojem zapisal na FB, ki ne rečem, da je bil čisto pravilen, bil je v podporu Damirju Grgiću, dolgoletnemu trenerju, njenem prijatelju, kakorkoli, ampak nekako je na FB hote ali ne hote sprožila vojno proti KZS-ju, kar jo je stalo nastopa v reprezentanci. Takrat je celo Erjavec, mislim, da je izjavil po določenih tekmah brez Nike, da je v bistvu sploh nismo pogrešali, ne? Dokaj slaba izjava za moje pojme, in pa potem je tudi čez čas po tistem neuspehu na evropskem prvenstvu doma še se javila Eva Lisec v nekem intervjuju in izjavila, da pač nekaj v smislu proti couch selektorjem, se pravi proti svojim lastnim navijačem dejansko. Dajte ga nehat lomiti, no. V glavnem, vse tole je že preteklost, ampak se pač naveže na tole, kaj je zapisal Peter. No, kaj pa pravi po tem zadnjem prvenstvu Erjavec, predsednik? Takole nekako. Če bi se začelo tako, kot se je končalo, bi bilo super. Punce igrajo krasno, ko ni pritiska, da bi pa tako igrali tudi odločilne tekme, potrebujemo pa nekaj časa in nekaj izkušenj. Ja, vedno je nekaj časa, pa vedno nekaj izkušenj. Pismo, zdaj se pa že nekaj časa to vleče, se mi zdi, no. V glavnem, kako pa bi Erjavec ocenil tole prvenstvo? In tako pravi. Jaz ocenjujem samo pozitivno. Občutki so sladko grenki, punce so sposobne več, a da bodo zmagovale odločilne tekme, potrebujejo čas in izkušnje, ki so jih dobile s temi 3 tekmami. Večina jih na tej ravni še ni igrala, imamo nekaj izkušenih, a ni jih dovolj. Vseeno mislim, da lahko v prihodnost zremo z optimizmom. Močni smo za Jessico Shepard in gledamo le naprej. Aha. No, pa se dotaknemo malo tega, da nekatere pač niso dosti igrale. No, pa se to je res. Glede na to, da Dikudis ima zelo zanimivo šablonsko menjavanje, ne? Glede na to, da prva peterka igra malo več kot 30 minut. Res ni dosti časa, da bi druge igrale, ne? Samo te, ko so igrali 30 minut, so pa precej izkušene. Oblakova v bistvu že razmišlja, da ne bi igrala. Liščeva je zraven že ne vem koliko let. Shepardova je ta nova, v bistvu ni Slovenka, je naturalizirana. Ja, lahko smo srečni, da imamo Jozus, kaj bi bilo, če ne bi imeli. Friškovec Zala, ok, še zelo mlada, zelo nadaljena, zelo talentirana. Imam to srečo, da jo osebno poznam. Fajn punca, krasna družina okoli nje. In pol še tukaj ostane Ajša Sivka, talent, ki si ga lahko le želimo, celo izbrana na Women NBA. Ok, od zadaj res ni nekaj dosti, ampak eno pogrešamo, vsaj eno igralko pogrešamo, ostalim pa praktično damo priložnosti. Izkupiček je pa po domov. Ampak seveda nas vse zanima še, kaj pravi Erjavec glede selektorja Georgiusa Dikulukosa. No, Dikudisa sem jaz rekel prej, pardon. Da, ali pa je tu napaka, kjer zdaj berem, ne veze. O selektorju pravi takole. Samo želimo si lahko, da bo ostal z nami.
In kako to, da ima takšno zaupanje v selektorja? Ker sem zraven in spremljam, kako punce reagirajo na njegove prijeme. Drugače me morate vprašati. V slovensko žensko košarko smo v zadnjem letu vložili 500 000, pa so se v 24 urah razblinili na naše sanje. Naslednice se bodo pa uresničile. Imamo upanje, zato še naprej verjamem v to zgodbo. Jaz ne vem, zadnji naj ugasne luč. Jaz tukaj ne vem več, kaj bi dodal drugega. To je njegovo osebno mnenje, bojim se samo, da res škoduje slovenski košarki. Kaj pa dejansko selektor pravi pa o možnosti nadaljevanja, ne? Ker pač Erjavec je rekel, da ni le od zveze odvisno, kaj bo selektorjem, mora biti tudi od ponudb, ki jih on prejme in pa od njega. No, kaj pa pravi selektor? Moja želja je vedno, da ostanem v Sloveniji. Počutim se kot del te države, tudi na zvezi me imajo radi in me želijo, kolikor vidim, zadržati. Atmosfera je res odlična, to je najpomembnejši rezultat, ampak nema veze. Z moje strani bo Slovenija vedno imela podporo, ne glede na to, če ostanem ali grem. Krasno. No, evo, bodi si ga dovolj za to žensko reprezentanco, sami lahko zapišete svoje mnenje v komentarju, kako vi vidite same zadeve, mislim, da moje mnenje je dovolj zgovorno in se premaknemo naprej. No, po eni strani ostanemo pri Erjavcu, ampak menjamo temo, gremo do moške reprezentance, kjer je pač že kar nekaj časa veliko vprašanj, kdo bo zasedal to mesto naturalizacije. Jasno je, da smo najbolj omejeni, deficirani na mesto centra. Žiga Dimec je odpovedal sodelovanje, njegove razloge sem že omenil, pa če se slučajno kdo ni slišal. Iz Tajvana je prišel majster, se pripeljal na kvalifikacije, kjer je prvo tekmo igral 10 minut, drugo pa ga niso vrstili na seznam za tekmo. Hvala lepa, nihče se ni z njim pogovoril, to jim pa najbolj zameri. In je rekel, hvala lepa, tako jaz pač trenutno več ne bom sodeloval. Mislim, da dokončno ni za prve reprezentančne poti, ampak očitno, dokler se nekaj ne spremeni, pa jo je. Povsem ga razumem. Tako da Žiga odpade. Koga še pol sploh imamo? Ne? To je tisto vprašanje. In tukaj rešujemo z naturalizacijo, kar se mi zdi ok, če je to po pravilih. Tobi je tudi zavrnil reprezentanco. Zelo zanimivo, ne? O Danielu Gelfordu se je dosti govorilo, vmes se je zgodil seveda prestop Dončića iz Dallasa proti Lakersom, tako da nekako skoraj se mi zdi, kot da to avtomatsko odpade, kar je tudi logično. Lani pa nas je zastopal na kvalifikacijah za olimpijske igre Josh Nebo. In neka logična poteza bi bila, čeprav njegov nastop ni sam osebno ne ocenjujem kot neki in uspeh, ni korekten, ampak pač, ne vem, zaradi Luke Dončića moraš biti malo boljši kot korekten, ampak nema veze, to je druga tema. V glavnem, da se mu bo tudi letos ponudilo priložnost, sem nekako logično sklepal. Me pa malo zafrkava dejstvo, da je bil Josh Nebo v tej sezoni zelo omejen na igrišču, bolj ga ni bilo kot je bil in sicer zaradi poškodbe, ki se je kar vlekla nekaj časa, večji del sezone in zdaj vprašanje, kako je on pripravljen, koliko je on v tekmovalnem ritmu in tako naprej. In tudi glede tega so že pred mesecem dni spraševali Erjavca, kako je s tem, ni še dal točnega odgovora, no zdaj pa je prišel. In Erjavec pravi, nejasnosti ni več, Nebo je zdrav in pripravljen ter bo zraven, pričakujemo ga na reprezentančnih pripravah. In to je to, konec je ugiban, konec je nekih špekuliranj. Josh Nebo je tisti igralec, s katerim se bomo podali na Evropsko prvenstvo, kateri naj bi lovil lob podaje Luke Dončića, koga drugega. No, jaz res upam in želim vse najboljše, tako njemu kot nam. Je pa vprašanje, kako je on pripravljen, vprašanje, če ima dovolj časa, da pride v neko tekmovalno formo. Bomo videli zelo hitro, po moje, že na reprezentančnih pripravah, prijateljskih tekmah, jih bo kar nekaj, pa bomo videli, ali imamo spet mačka v žaklu, ali je v redu, ne vem. Evo, spet vas povabim tudi v komentarje, da podate svoje mnenje, ne, o tem. Samo tole še, ko smo ravno pri moški reprezentanci, na Poljskem se srečamo tudi s Francijo, strašanska reprezentanca, ne bo pa Rudija Gobera, ki je odpovedal reprezentančno udejstvovanje to leto, pod vprašanje pa še Wembanyama, mislim, da ki se še pa ni razjasnil, kaj bo z njim, tako da v neki luči malo olajševalna okoliščine za našo reprezentanco, če bomo le to dobro izkoristili, pa ravno na
poziciji centra. Ne? Evo, pa še tista tretja najavljena tema, NBA finale. Danes se tole zaključi ob 2. uri po našem času. Mogoče bo kdo tole poslušal, pa že ve razplet. V glavnem imamo 7. tekmo med Indiano in OKC-om na OKC, se pravi v Oklahomi je zadnjo srečanje, tako da na neki takim po teoriji v prednosti igralci Oklahome. Je pa res, da sta obe dve ekipi letos oziroma v tej seriji zmagali na gostujočem terenu, tako da ni vse v tem, na koncu koncov vsaj tale serija nas tole uči. Zdaj rahlo prednost bi dal OKC-u tukaj, čeprav bi seveda osebno raje želel, da zmaga Indiana. Tako nekako 60-40 se nagibam na stran OKC-a. Realno, z željo seveda, po zmagi Indiane. Kaj pa menite vi? Spodaj v komentarju je lahko vaš odgovor, pa ne švinglat, če to poslušate jutri zjutraj, ko se že ve. Malo se hecam. Dobro, lepo bodite, upam, da izkoriščate dobro tale krasen dan poletni, tole nedeljo. Če mogoče že kdo od vas na počitnicah, evo, prijeten skok v morje ali v gore, kamor pač zahajate, ali kakorkoli si boste že naredili. Lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami iz GregScorta. Vnovič vas povabim, da se naročite na moj kanal, če ste tukaj prvič, oziroma če imate podobne vsebine radi. Hvala za vsak všeček, hvala za vsak komentar, do naslednjič pa vas prav lepo pozdravljam. Srečno!